Jaz nič ne slišim. Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija nima predsednika vlade, ima pa Robistarja Solarja, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Spoštovani opankar madžarskih korenin. Tako se začne odprto pismo nekdanje desne roke Zorana Jankovića, Franca Kocjana Kocke, v katerem opisuje Jankovićeve poslovno-politične začetke in vse domnevno sporne posle in kazniva dejanja storjena pri tem. Res prava kocka v glavo, ali bo ostalo zgolj pri tem, pa bomo še videli. Sedaj pa se lotimo 66. oddaje pravlične 7. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, quo vadis Slovenija, kam pluje Slovenija, zakaj in kam bi morala. Zakaj Slovenija pod diktaturo svobode še ni postala ena najbolj razvitih držav na svetu, nam bosta povedala naš posebni gost, nekdanji rektor Univerze na Primorskem dr. Dragan Marušič in naš stalni komentator dr. Igor Lukšič. Dragan, Igor, toplo pozdravljeno v Faktorju. Živja. Dragan, če vidva začneva, kako ti je všeč kurs, pod katerim pluje Slovenija? Se ti zdi, da plujemo v pravo smer, je morje mirno, veter ugoden? Kakšna je tvoja ocena? No, vremenske razmere niso ugodne, ne? Zdaj, ali zato plujemo, kamor plujemo, mi pa smer plovbe ni všeč. To bi rekel za začetek. Nam boš kaj več zaupal, zakaj ti smer ni všeč? Ja, zdaj, ena stvar je seveda celotna geopolitična situacija v svetu, kjer smo pač, kjer smo. Smo del Evropske unije in smo del NATO. In delimo usodo te skupnosti. Ta usoda se mi ne kaže kot dobra. Torej, trend ne vidim, da bi bil dober, ne? Če pogledamo situacijo zadnjih 2 let, je nekako vedno slabše je tistim, ki so znotraj teh 2 skupnosti. To je moja ocena. Zdaj, tukaj torej veliko prostorskih stopenj Slovenija nima, ima pa še vedno nekaj svobode uravnavati svoje notranje življenje. Zdaj, notranje življenje je pa odvisno od več faktorjev, ne? Kohezivnost skupnosti je odvisna od tega, kako skrbi za svoj mladi rod, kako skrbi za svoj tisti del skupnosti, ki je začasno manj sposoben, da zboli, skratka ciljem na izobraževalni in zdravstveni sistem in pa splošno, koliko je znotraj tistih, ki živimo v Sloveniji, skupnih ciljev, skupne smeri razvoja. Kaj je tisto, kar nas združuje? Mislim, da tega je zelo malo. Mi za povrh nesoglasja svoje notranja rešujemo zunaj Slovenije, običajno, ne. Mislim, da primanjkuje institucij. Pravzaprav se bom ozrl na en tvoj prispevek, nekje sem bral. Govoril sem, da nismo zgradili institucij. Drži. Mi smo, predno bi lahko zgradili institucije neke države, smo že svojo državnost podelili drugim. Zdi se, kot da mogoče so nekoč imeli prav tisti, ki so govorili, da Slovenija ni državotvorna, ker brž, ko smo vzpostavili pogoj, da bi naredili svojo državo, smo vse atribute praktično te države dali stran. Na koncu tudi valuto svojo, kakršnakoli že je bila. Tako da to se mi ne zdijo dobri znaki. Imam pa tudi nekaj pozitivnih razmišljanj, pa mogoče za kasneje. Bi pa rekel, da je ena stvar, ki me skrbi, sem jo že nekajkrat tukaj omenil, je splošen trend depopulacije po svetu. Ravno obratno tisto, kar nas straši, da je preveč ljudi. Zlasti pa, če nas zanima lokalno okolje, ne. Že leto dni nazaj sem napovedal, da bo pod 17.000 letos, to se je tudi res zgodilo. To je za primerjavo pol manj, 50% tistega, torej moje generacije, na primer, ne. Natalitete, Zdaj, kako uravnavaš takšna hitra zmanjšanja, da moraš imeti neko integracijsko politiko priseljevanja, moraš imeti neke vzorce, kako boš te poročil te različne kulture. Nič od tega zdaj se zdi, da nimamo, ne. In to me skrbi. So pa tudi nekateri pozitivni znaki in potem mogoče kasneje. Ja.
Igor, predsednik vlade Robert Golob, ko je zmagal na volitvah, zdaj slabi 2 leti nazaj, oziroma 24. aprila 2 leti nazaj, je rekel, pripeljali smo svobodo v državo. Zdaj, po teh slabih 2 letih, kako ti vidiš to svobodo, ki so jo pripeljali? Veš, kako bom šel zaradi tega, da ne bi čisto samo brzdal po tej kruti realnosti. Malo nazaj, na 1797 je Valentin Vodnik v svojih ljubljanskih novicah navijal za to, da ne bi Francozi prišli v Slovenijo. Proti Francozom, ja. Proti Francozom, ja. In potem je bil zelo vesel, ker so Rusi podprli Avstro-Ogrsko, oziroma takrat Avstrijo, Habsburško monarhijo. Ampak potem, ko so pa Francozi vendarle prišli, zlasti drugo rundo, je pa bil eden od glavnih kreatorjev potem tudi slovenskih šol in učbenikov in ne vem še kaj. Skratka, je pa to podprl in napisal Ilirijo oživljenost in tako naprej. Potem leta 1848 so Slovenci, ko so delali program Zedinjene Slovenije, se pravi v tem revolucionarnem letu, so naredili eno geostrateško analizo in so ugotovili, če bi oni podprli združevanje Nemčije, bi bilo to za Slovence in vse Slovane pod Avstrijci zelo slabo, ker so Slovani imeli večino v tisti Avstriji in tega niso hoteli podpreti. In tako naprej. Potem, skratka, to Rusija, vzhod, zahod, kdo so naši veliki zavezniki. S tem se je slovenska politična elita resno ukvarjala. Zdaj se pa ne ukvarja več s tem. Recimo nazadnje se je s tem ukvarjala okrog leta 90, pa še malo, pa potem mogoče do leta 2004, ko je precejšen del si želel, da gremo v NATO in Evropsko unijo. Od takrat naprej smo mi del tega paketa in ne razmišljamo več geostrateško. Nas ne zanima, kaj se v svetu dogaja, in ta intelektualni del slovenske politične elite se s tem kaj dosti ne ukvarja ali skoraj nič. In zdaj, če ti hočeš razvijati neko, recimo, utopijo, kakor druga Švica ali nekaj, kam bi to državo rad peljal? Ti rabiš neko utopijo, se pravi nek kraj, ki ga ni, na katerega bi ti rad prišel, zaradi tega, ker si za tisti kraj predstavljaš, da tam bo pa bistveno boljš. In pol državo pelješ v to smer. Kaj se pa nam dogaja? Nam se pa dogaja, da so prišli na položaje zelo bogati, samozadostni ljudje, ki delajo predvsem za lastne žepe, ali pa so toliko nereflektirani, da ne vidijo, da so samo paravan za nekatere, ki si polnijo žepe, pa naredijo en posel ali 2 posla in so potem s tem zadovoljni. Se pravi, da gradnja skupnosti, oblikovanje skupnih ciljev, kam to državo pelje, to enostavno je zadnje leta izostalo, tega ni. In seveda, ko praviš, kam gremo, ne vemo, kam gremo, ampak točno vemo, da bomo točno tja prišli. V redu. Dragan, ko Igor omenja politično elito, pa kaj počne, pa česa ne. Zdaj se mi zdi, v zadnjem času ali pa zadnjih nekaj let imamo kar težavo s tem. Koga ti recimo vidiš kot slovensko politično elito? Imamo mi to elito, ki prej si omenil, nismo zgradili inštitucije. Politično elito smo gradili, ali smo jo razgradili, ali kako je bilo s tem potem? Mi zdi bolj, da smo jo razgradili. Ker občutek, ampak se mi zdi mogoče, da je to tudi splošni trend. Vsaj, ko Evropo pogledam, spomnim se, imam že toliko let, da se spomnim različnih voditeljev pomembnejših evropskih držav, kdo je bil tedaj na čelu, recimo Velika Britanija, Francija, Nemčija, pa poglejmo, kdo je zdaj, kdo so njihovi zunanji ministri, ministrice in tako dalje. Tako da tudi ni nič čudnega, da je ta splošen trend se nekako ugnezdil tudi pri nas. Zdaj, tako da jaz ne vem, kdo je sploh tista elita, ki vleče niti pri nas. Ampak zagotovo je pa en splošen pojav, ki se tudi pri nas kaže, to izginjanje oziroma zmanjševanje moči srednjega razreda, povečevanje razlik v imetju med maksimumom in minimumom. Merljivo je na več načinov, recimo, ki ga zelo rad povem, je,
koliko kvadratnih metrov lahko kupiš stanovanja povprečnega za, dajmo reči, povprečno slovensko plačo. Če si to lahko pred 20-30 leti lahko šel v mirskih enotah kvadratnih metrov, mogoče ni bil cel kvadratni meter, je bil recimo pol kvadratnega metra, bi zdaj že moral uporabiti kvadratne decimetre, da ne bom pretiraval, da ne bom rekel kvadratne centimetre. Se pravi, poskušajo nam dopovedati, kako je boljše sedaj, ko smo varni v Evropski uniji, NATO in tako naprej, živimo bolje in tako dalje, ampak tudi če je povprečje enako, kot je bilo, pri čemer poudarjam, so večje razlike, kot so bile, to se pravi, da je manjši del populacije tisti, ki jih živi boljše, kot je živel prej, je pa dejstvo, da smo v teh 30 letih razprodali, imeli smo 100 enot, zdaj ne vem, a jih imamo še 30 mogoče v našem imetju. Se pravi, tudi zato, da smo ohranili recimo približno enak po povprečju enak nivo življenja, smo morali razprodati del sebe. Zdaj, kam to pelje? To bi moral nekdo, tisti, ki vlečejo niti v ozadju, ali pa tisti, ki imajo funkcijo voditeljev, bodisi predsedniki, premierji in tako naprej, bi morali oni premisliti, kaj se lahko zgodi s Slovenijo, glede na to, da so trendi v svetu taki, na katere ne moramo vplivati. Se pravi, lahko se samo prilagajamo. To bi pričakoval, bi neke plan A, B, C. Veš, kako je Mladen, Dragan, tle, ko praviš, na kaj lahko vplivamo, na malo stvari lahko vplivamo. Recimo lahko vplivamo na to, da bi bili ta zadnji, če bi kdo prepovedal kurjenje na drva, da bi bili mi ta zadnji, ker to ni v našem interesu. To ni v interesu teh ljudi. Mi smo prvi, ki prepovedujemo kurjenje na drva. Prav, mi žrtvujemo nek naš interes, ki je res primaren. Mi imamo ogromno gozda, ljudje živijo s tem gozdom, vejo, kako se kuri na način, da ni požarov in tako naprej. Skratka, imamo neko kulturo razvito v zvezi z gozdom in kurjavo, a evo, naša politična elita poskuša prav ta naš interes, pa gre za to banalno zgodbo, banalno zgodbo, ampak tu se kaže, kako naša politična elita niti za trenutek ne izhaja najprej iz lastne analize, kaj je dobro za ljudi in za državo, ampak izhaja iz nekih ideoloških premis, kakor mi bomo pa prvi najbolj zeleni, celo tako, da bomo ukinili kurjavo v kuriščih. No, ena izmed stvari, na katere nimamo vpliva, je tudi, kdaj si moramo vzeti premor v vdaji. Ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kam, zakaj in kam bi morala pluti Slovenija. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naš posebni gost, dr. Dragan Marušič in naš stalni komentator, dr. Igor Lukšič. Pogovarjamo pa se o tem, kam pluje Slovenija. Igor, Dragan, v prvem delu oddaje smo govorili tudi o tem, ali imamo še politične elite ali jih nimamo. Se mi zdi, da še en proces lahko opazimo, pa bi vaju prosil, če ga vidva pokomentirata, in sicer depolitizacija politike na nek način. Zdaj, kdo po vajinem mnenju poganja ta proces in s kakšnimi nameni depolitizacije politike? Lahko v različnih vidikih tega govorimo. Eno je ta kadrovski vidik, kjer v politiko vstopajo ljudje, ki nočejo biti politiki in na tem gradijo svojo kampanjo, kot recimo naš aktualni predsednik vlade je tak primer, in seveda so še drugi vidiki. Kdo torej po vajinem mnenju poganja in zakaj ta proces depolitizacije politike? V 19. stoletju so si ljudje želeli to politiko, zato so hoteli imeti volilno pravico in sodelovati pri oblasti. Ko so vsi odrasli ljudje dobili volilno pravico, že hkrati s tem se je začel proces depolitizacije politike. In to v formi populizma. Se pravi, populizem ni nekaj zdaj novega. Populizem se je začel takoj, ko so ljudje začeli dobivati volilno pravico. Prav, šlo je za vprašanje, kako aristokratska elita ohrani oblast, kljub temu, da je oblast na volitve in da je treba na 4 leta iti po nov mandat. In zdaj se zadeve samo še bolj
zaostrujejo in postajajo transparentne, ker elita nima v oblasti več vseh medijev, prežetost s tem medijskim prostorom, ki poroča o tem, kaj se dejansko dogaja, je ogromna, tako da ljudje bistveno več vemo, kot so vedeli v začetku 20. stoletja, recimo o tem, kaj se dogaja, ko so še verjeli, da če bojo šli na volitve, ne, in da bo večina res zmagala. Ampak vsi politični sistemi so bili aranžirani že takrat tako, da kljub temu, da je po številu delavstvo volilo laboriste, ampak glede na volilni sistem je bilo tako, da so zmeraj imeli manjšino v parlamentu in so bile vlade pač konzervativne. Zdaj pri nas se vplivi dogajajo na drugačen način in ljudem je čez dalje bolj jasno, da enostavno vpliva na način, kot se je zdelo v 20. stoletju, ne moreš dobiti. Bi radi se angažirali na drugačen način in imate tle cel kup teh programov, imamo to civilno družbo, ki hoče imeti denar 8 milijonov ali koliko že za politično opolnomočenje. Ja. Pa ste in to civilna družba oziroma nevladna organizacija naj bi dobile denar. Prav, mi ne dajemo denarja za politični angažma, participacijo, za izgradnjo politične elite, inštrumentu, ki ga je civilizacija v zadnjih 150 letih razvila, in to so stranke. Se pravi, ti daš politični organizaciji denar za to, da gradi temelje političnih elit. Temelje ljudi, ki se znajo iti politiko. Mi ne, mi dajemo unim, ki so raznim muhim enodnevnicam. In potem delamo, oziroma vsakokratna oblast, pri nas zadnja leta, dela iz tako imenovane civilne družbe oziroma nevladnih organizacij svoje legitimizatorje, se pravi svoje neposredne podpornike, ki potem branijo vlado ali jo včasih sem pa tja, kdaj tudi kaj okrcajo in zato dobivajo sredstva. Se pravi, tako se ne gradi politična elita, to, kar mi delamo. Tako se jo razgrajuje še dodatno. Ampak cel trend v svetu, se pravi, koncentracija kapitala danes noče imeti močne politike. Američani so to genialno naredili že svojo ustavo v začetku, da je nemogoče utrjevati politično sfero, se pravi, tisto sfera, ki bi morala korigirati požresnost te logike koncentracije kapitala in profitne logike. Te korekcije ni in zato se sfera politike, kot se rekel, depolitizira, se pravi, ljudi se demotivira, da bi skozi politiko prišli do spremembe teh kapitalskih trendov. In tako se pri nas čez dalje bo rekrutirajo ljudje, ki to podpirajo, celo individualno in priskutujejo politiko ljudem in s tem razgrajujejo ta mehanizem, ki smo ga imeli na razpolago še 100 let nazaj. Dragan, izvoli. Ja, mogoče niti ni več potrebe po politiki, če si del neke take širše skupnosti, kjer se odločitve sprejemajo drugje, v nekih centrih moči. Vprašanje, če to sploh je recimo administracija ameriška, tista, ki tem odločali, so neki ljudje v ozadju, ki upravljajo vsem tem. Tako da na ravni države, kot je Slovenija, ki zagotovo ni med najpomembnejšimi državami tako v eni kot v drugi skupnosti, v kateri smo, niti ni potrebe po politikih, kaj šele državnikih, in potem je vseeno, kdo je gor, ker tisti, ki je gor, je samo prenašalec in izvajalec odločitev, ki so sprejete drugje. Nekatere od teh odločitev niso dobre za prebivalce posamezne države, v tem konkretnem primeru Slovenije. Zagotovo ni primerno to, kar se pripravlja v Svetovni zdravstveni organizaciji, kako bojo definirali pandemije in kaj vse naj bi se počelo, kolikor bomo mi to podpisali. Potem izgubimo še en element svoje svobode. Pričakoval bi, da bi tisti, ki vodijo to državo, ali pa tisti, ki z njo upravljajo v ozadju, če je kdo tak, da bi poskušal zaznati trende, ki se dogajajo globalno v svetu v zadnjih letih in predvidel, kam se skupaj pelje, ker ta trend je opazen, in predvideti, kaj se lahko zgodi s Slovenijo. Zdaj, meni se zdi, da kakršnakoli slaba situacija z Evropsko unijo in NATO, še hujše bi bilo, če po mojem tam ne bi bili. Ker imamo vsaj neko
dokler to obstaja, mi obstajamo. Ne? Ampak kaj se zgodi, če to propade, če to razpade? Razpadali so razne variante imperijev ali karkoli, cesarstev in kraljestev po Evropi, pa ni razloga, da tudi to ne bi. Dokler gre Zahodnemu imperiju še kolikor mu gre, nekoč mu je šlo bolje, smo mi dobili, bom rekel, drobtinic. Zdaj dobivamo mogoče polovic že. Lahko se zgodi, da bo teh drobtinic vedno manj in bo to vplivalo, bo pa res se pokazalo v življenju v tej državi. Imam občutek, da tisti, ki to državo vodijo, so bolj ali manj izvajalci in nekateri od teh tako po svojem obnašanju oziroma po izjavah, ki jih dajo, se zdi, občutek je tak, ki ga imam, da jih predvsem skrbi to, ali bodo na koncu pristali v bruseljski administraciji. Zdaj, mogoče, če si del tega, si potem zavarovan znotraj tega imperija, bi pa rekel, da povsem razumem, vsaka država ima svoje interese, Amerika kot vodilna država tega imperija skrbi za svoje interese in ti interesi so včasih v opreki s tistim, kar bi človek pričakoval. Bom omenil, oba poznava Gonzalo Lira, se ne vem, ali je bil novinar, ali je bil filmski ustvarjalec, ali pa sploh, bi rekel, intelektualec svobodnega uma, ameriški državljan, čilenskega izvora, ampak zagotovo ameriški državljan, ki so ga pustili, da je umrl v ukrajinskem zaporu. Samo zato, ker je pač preko svojega podcasta, tako ad hoc iz svojega stanovanja poročal o svojem videnju te zgodbe med Ukrajino in Rusijo. Tako da dvomim, da bi Američani, če bo šlo res za nohte, poskrbeli za predstavnike elit v teh manj pomembnih državah. Tako da jaz mislim, da je čas, da se v Sloveniji se usedemo in premislimo, kaj nas čaka, in premisliti vse možne scenarije in izbrati tako pot, tako obnašanje, ki nas bo pripeljalo do najmanj slabe, tako rekel, situacije. No, vse v tem, kaj skrbi Američane, ne nazadnje dan, dva nazaj govoril francoski predsednik Macron, ki je rekel, da Američane najprej zmerom skrbi Amerika, potem pa njihov odnos do Kitajske in da Evropa ne sme biti kolonija Amerike, ampak Igor, evropski voditelji, recimo Macron, vsaj eden, govori o tem, da Evropa ne sme postati kolonija Amerike, ampak to govorijo ravno v času, ko Evropa vse bolj postaja kolonija Amerike. Ne? Prosti, pa pri čemer njegova dejanja tudi vodijo k temu. Besede so eno, dejanja pa drugo. Ja, problem je, da se politiki ukvarjajo predvsem s svojo javnostjo, od katere so odvisni potem na naslednjih volitvah in na dnevni bazi hočejo imeti javnomnenjsko podporo izpričano ne zato, ker delajo, ampak zato, ker govorijo oziroma zato, da ostanejo na oblasti. In problem je, da ta sodobna demokracija je zdaj ratala populizem, se pravi, če hočeš biti na oblasti, potem moraš biti všečen ljudem. Ljudi kontrolirajo ti kapitalski bloki prek medijskega sveta, ki ga vodijo v smeri pač lastnih interesov, in to za ljudi in interes ljudi, se pravi nas Evropejcev, nas Slovencev, ljudi, ki živimo v Sloveniji, v Evropi, enostavno nekaj dosti prostora. Francija pač se vidimo, oni se zelo pragmatično postavljajo, tudi v odnosu do Kitajske, tam, kjer se lahko. Za nas je seveda ključna še zmeraj Nemčija in to, kar se v Nemčiji dogaja, v nemški industriji, ampak se mi zdi, da bi se dalo kaj narediti, če bi mi glave združili, tako kot so jih Slovenci, ta intelektualni del zmeraj znali in so lahko povedali, znali misliti to, kar se v svetu dogaja in kako iskati zaveznike. Zdaj, to smo absolutno izključili, mi se postavljamo kot zadnja ovca v nekem tropu in sledimo vsemu, ali pa tako, kot sem rekel, na primeru drv, kjer se vidi, ali sploh te zelenega prehoda, ki sicer v osnovi je dobra ideja, ampak
s konkretnimi rešitvami in časovnico, kot bi rekli, ne, je pa tu treba premisliti še cel kup stvari, ne, in korakov. In gotovo so drva zadnja stvar, ne prva, ne, ki jo narediš, če bi že šli v to smer. Ne. Ja, spominja na ukinjanje ljudožerstva, tako da poješ zadnjega ljudožerstva. Ja. In ko bomo mi zažgali vse te zadnje stvari, za ta zadnjo hosto, in potem bo konc tega. Nori ukrepi se delajo brez strateškega premisleka. To je pravzaprav ključna zgodba. Ne. Ti ne moreš delati ukrepov, mi se pogovarjamo recimo o enem segmentu, se pravi o vetrni energiji, ne vem kakšne, ne. Ampak nismo prej premislili, kaj to pomeni za Slovenijo, za naš sistem električne oskrbe. In potem ta, ki bi moral biti prvi vprašan ali sodelovati zraven, ne, se pravi Eles, nazadnje ugotavlja, kaj bo to problem, ne, da se bo vse skupaj podražilo, omrežnino se zmišljujejo in tako naprej. Plin, ki je zelo pocen, ki smo ga še do včeraj, ne, par let nazaj, širili po celotnem omrežju, govorili smo o Južnem toku, to je bila ena od prioritet te države, energetska oskrba, Južni tok, direkt iz Rusije plin, zdaj kar naenkrat ni. Ker smo Rusijo do konca bivanja, karkoli, do konca časov, bi rekli, ne. Do konca časov smo razglasili Rusijo in ruski plin za neobstoječ, sovražen plin in tako naprej. Namesto, da bi se ukvarjali s tem, koliko časa lahko to traja sploh za Evropo. A bomo res mi skupaj, cela Evropa z Ameriko, rinili Rusijo v Azijo, da bo skupaj s Kitajsko predstavljala nek pol, s katerim mi nočemo nič več imeti in bomo tam postavili neke barikade. In dobro, če je to strategija in so to premislili naši vrli možje in ženske v vladi, potem v redu, tukaj da vemo, o čem bomo odločali na naslednjih volitvah, ne. Ja. Tudi o tej geostrateški poziciji in o tej njihovi odločitvi. Dragan, ti si obljubil v prvem delu daje, da ja, nekaj pozitivnega, ne, sem ravno razmišljal o tem. Jaz vseeno vidim nekaj pozitivnih znakov. Večkrat, ko se tukaj pojavljam, jamram o centralizaciji v Sloveniji, ki je večja sedaj, kot ko smo bili del Jugoslavije. Se da razložiti s tem, zato da je to postala država, je moralo glavno mesto se dvigniti za par stopnic, da je lahko se pogovarjalo z drugimi glavnimi mesti, drugimi prestolnicami držav po Evropi. Razumem ta element, ampak mislim, da smo pa malo pozabili, da vendar Slovenija je ena celota in da mi lahko obstanemo in si zagotovimo dovolj dobro prihodnost, samo če uporabimo vse svoje vire, tako človeške kot naravne in tako naprej. Ker pa kaj mnogo naravnih virov, razen že omenjenega lesa, ne, pa me se zdi, da čisto vodo tudi naj bi imeli, nimamo, ostanejo ljudje. Zdaj jaz vidim, da ta elemente decentralizacije pa začenjam videti, bom tako rekel, v postavitvi univerzitetnega in visokošolskega sistema, kjer vendarle je vzniknilo nekaj, so neki elementi postavljanja institucij izven Ljubljane, ki lahko ta prostor obogatijo. Za Ljubljansko univerzo, vse inštitute v Ljubljani si predstavljam, da so pač to vodilni, ko bi rekel, zastavonoše slovenske znanosti in visokega šolstva in morajo komunicirati direktno z Evropo. Medtem ko imamo pa lahko tudi v provinciji, kot je na primer Koper, in v Kopru je zagotovo nekaj takih pozitivnih trendov. Če v Kopru univerze ne bi bilo, no zdaj imamo tudi en inštitut tam, potem bi bilo to ena žalostna podoba edinega okna v svet, kot se včasih govorijo za pristanišča, ne. Tako pa je kar nekaj stvari, ki se tam nekako včasih tudi tiho zgodijo, vključevanje v evropske mreže, naprimer v mrežo inovativnih univerz, kjer je Slovenija predstavlja Univerza na Primorskem, kjer se tudi veliko dobrih pobud, ki jih srečujemo v drugih takih univerzah v Evropi, se prenaša tudi k nam. Postavitev nekaterih centrov, ki so evropskega značaja, kot je na primer center za trajnostno rabo lesa, za novogradnje, ki bodo bolj zelene vrste. To se vidim kot pozitivno, zlasti pa tisto, kar najbolj se mi zdi manjka Sloveniji, da ne zna integrirati, da ne zna
vključiti v svojo družbo tisti, kateri provenienca je izven Slovenije. V Kopru pa vidim, mislim, da če se ne motim, da je največji procent študentov izven Slovenije, pa tudi osebja, torej profesor raziskovalcev. Moj občutek je, oziroma ne samo občutek, ampak tudi dejstvo, kolikor jih vidim, da se ti z veseljem vključujejo v naše okolje, ker Slovenija je v marsičem, mogoče ne ravno raj, ampak zelo, zelo ugoden prostor za življenje. Prav je, da ga ohranimo, ampak zato bi predlagal malo več samobitnosti, samostojnosti in skrbi za svoje interese, ko so ti v opreki s tistimi, kar nam zapovedujejo centri moči. To bi pričakoval za začetek. Na ravni države, ker to, kar se dogaja, mogoče, kot sem rekel, v tem visokošolskem sistemu se zgodi malo tudi spontano, saj Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tako naprej omogoča to, ampak potem pa je odvisno od posameznih dejavnikov, deležnikov, ali ko se že temu reče, manj pa vidim to, da je bila neka oštra strategija države. To bi pričakoval. Ja. Igor, bi ti še dodal kaj k temu pozitivnemu, zdaj, kar je Dragan vedel? Ja, pozitivnega je pravzaprav veliko, ta trdoživost ljudi, ki tle živijo in teh malih družinskih podjetjih, tudi velikih. Mi imamo stvari, ki tečejo, tudi en del administracije, uprave te države je dober. Problem je, da vidimo, da to erodira. Kaj se pravzaprav dogaja? Recimo, ko smo Lek prodali, je bila to absolutna izguba. Zdaj so ugotovili, da tudi investitorji in lastniki, da se iz tega vendarle da nekaj narediti. Vidimo, v Revoz prihaja tudi neka velika investicija. Se pravi, to, kar se je Evropa zdaj odločila, da ne bo vse izvažala, investirala samo v tretji svet, da se jim splača tudi v to margino Evrope, kjer smo mi, to utegne za nas biti dobro. In zdaj, če se je Evropa za to odločila, bi mi, vsaj jaz bi pričakoval verjetno večjo aktivnost, angažma naših, recimo politične elite in tudi gospodarske elite, da večji delež teh investicij pripelje v Slovenijo. In seveda ne za ceno tega, kar se je dogajalo z Magno, da znižujemo standarde. Po eni strani bomo prepovedovali kurjavo na drva, po drugi strani bomo pa omogočili mogoče tudi te najbolj umazane industrije, da prihaja sem. Nisem za to, ne govorim, da se to dogaja, ampak obstaja ta nevarnost. Se pravi, v tem dinamičnem svetu enostavno mi ne angažiramo tega intelektualnega potenciala, miselnega sveta, nimamo dosti izmenjave mnenj o ključnih smereh tega razvoja naših zavezništev v svetu. To nam manjka in potem živimo od neke srečne roke posameznikov, kar nam zaenkrat, moram reči, kar dobro funkcionira. Če ne bi bilo teh srečnih posameznikov, iniciativnih, ki dosegajo zelo dobre rezultate na vseh področjih v Sloveniji, potem bi bili bistveno bolj nezadovoljni z oblastjo, ki jo imamo. Kaj je po vašem mnenju zdaj pač neka razvojna perspektiva Slovenije? Zdaj vemo, politika ima težavo se ukvarjati z razvojem, ker se zaletava sama vase, bolj ali manj ves čas, ampak vendarle, v tistih redkih trenutkih, ko se to ne dogaja, kaj bi jim vidva položila na srce? Jaz mislim, da glede na demografsko upadanje, ki se je v Evropi začelo že sredi 70-ih let v Sloveniji, oziroma tedaj sploh Jugoslavija, ampak za Slovenijo kot del Jugoslavije, kdaj je prvič padlo po 2,1, kar je obnovitveni koeficient po začetku 80-ih let, zagotovo nek načrt, kako to regulirati, ustaviti oziroma integrirati ljudi, ki bodo prihajali sem. Ti ne moreš ohraniti družbenega sistema, skupnosti, delovanja te skupnosti, če imaš več upokojencev kot osnovnošolcev.
Igor. Tako da to je ena stvar in Ja. znotraj tega šolski sistem, to, kar slišim, kaj se dogaja po slovenskih šolah, glede znanja slovenskega jezika, ne. Brez znanja slovenskega jezika integracije ne more biti. In mogoče bi za primer vzeli vendarle univerze, kjer skrbimo za to, da tisti, ki prihajajo iz tujine, sicer se vključijo v izobraževalni proces, ampak se obenem učijo intenzivno slovenskega jezika. Igor. To je gotovo ena velika stvar, o čemer Dragan govori. Se pravi, ali imamo državo za to, da bomo ta narod v boljši kondiciji, recimo vsakokratna generacija, pustili našim naslednikom, ali bomo rekli, da je to, kar je zdaj vladajoča ideologija, da država servisira samo vsakega posameznika tak, kakršen je, in se ne ukvarja s to kolektiviteto, ki se reče narod, ali pa potem še posamezne skupnosti. Tudi recimo regionalni razvoj je en del tega. Država to nima neke dobre strategije, ne. Mi zaenkrat zapopadamo temu, kar je vezano, kot sem prej rekel, na to tako imenovano civilno družbo, nevladne organizacije, na tiste, ki so glasnejši, tisti, ki imajo več časa, in to so ti, ki dejansko furajo svojo posamičnost in so močni, glasni posamezniki, medtem ko tisti, ki imamo družine, tisti, ki mislimo, da je, skratka, imamo en drugačen stil življenja, smo se odločili za drugačno stvar, smo tu pa malo ko bi rekel, nismo v jedru zgodbe, ne? Nismo v mainstreamu. Pred leti je seveda bilo to drugače, zdaj med tema dvema, recimo, če postavim to kot dilemo, ne, med tema dvema rešitvama, enostavno nimamo odgovora in ga ne iščemo. In potem, vem, se desnica postavlja na stran tudi teh vprašanj, ki jih je Dragan postavljal, se pravi družina, narod in tako naprej. Levi del pa nima tle, bi pa samo ščitil recimo posameznika in te posebnosti posameznika. In zdaj, seveda, mi nekako živimo znotraj te skupnosti, ampak nimamo tega dobro premišljenega, preveč smo vsakokratno ujetniki najmočnejše grupacije, najbolj organizirane skupine, kar je za državo slabo, ne. Tle bi vseeno mogli imeti na zalogi ene odgovore za boljše usmeritve. Eno pozitivno misel pravzaprav ni tako slabo, kot mogoče sledilo iz mojega govorjenja. Veliko slabše gre bivšim republikom Jugoslavije, Bolgariji, Romuniji, kjer dejansko za 20-30% se je zmanjšalo število prebivalcev. Pri nas se ni celo povečalo, ampak mi moramo dejavno stopiti in zintegrirati vse skupaj. Lepo, da si optimist, Dragan, ampak kot veš, mi moramo danes večer premagati Švede, ne pa Romunije, Bolgarije in teh. Se strinjam. Zdaj naštel. Najlepša hvala, dr. Dragan Marušič, dr. Igor Lukšič, za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke in gledalci, to je bil o tem, kam pluje Slovenija, že 974. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali: Svoboda prinesla, svoboda odnesla. Kako je priletel in odletel Janez Doltar, nesojeni direktor Urada za narodnosti. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.